Hvala lepa. Torej, spoštovane novinarke in novinarji. Včeraj smo v Slovenski ljudski stranki vložili predlog zakona o dopolnitvi zakona o upravnem sporu. Namreč spomnili se boste primera, pa afere, če temu tako hočete, ki je Slovenijo obremenjevala kar nekaj časa, govorimo o Bullmastifih, torej aferi Bullmastifi. Takrat je v nekem segmentu prišlo do problematike varovanja javnega interesa. Torej takrat, ko državno pravobranilstvo na nek način tega zaradi mogoče napačne zakonodaje ni moglo storiti, ni pa dobilo od vlade javnega pooblastila, specialnega. Torej, izkazalo se je, da v določenih primerih v obstoječi rešitvi zakona prihaja do nevzdržnega in škodljivega konflikta interesov državnega organa. Gre za primere, ko je upravni akt, s katerim je kršen zakon v škodo javnega interesa, izdal isti upravni oziroma državni organ, ki mora kasneje odločati o dodelitvi posebnega pooblastila državnemu pravobranilstvu, na podlagi katerega lahko le-to v imenu zaščite javnega interesa vloži tožbo zoper ta isti upravni državni organ. Skratka, imeli smo primer, ko je zgodba prišla do kmetijskega ministrstva, ki bi moralo izdati potem ustrezne podlage, da bi lahko državno pravobranilstvo ukrepalo. Pa se to ni zgodilo. Drugi razlog, zaradi česar je po našem mnenju potrebna ta sprememba zakona, pa je dejstvo, da država pri sodbi Upravnega sodišča Republike Slovenije, ki je izdana v škodo njenih interesov ali pravic, v veliki večini primerov ne izkazuje pravovarstvenega interesa za vložitev pritožbe oziroma revizije. Tudi zato je iz vidika pravnega varovanja javnega interesa takšna dopolnitev zakona potrebna. Zato predlagamo, da se zakon v 18. členu dopolni tako, da bo dopuščal generalnemu državnemu pravobranilcu vložitev tožbe, kadar bo po lastni presoji ugotovil, da je bil z upravnim aktom kršen zakon v škodo javnega interesa. Da pa predlagana rešitev le ne bi preveč odstopala od uveljavljenega koncepta, mora generalni državni pravobranilec za vložitev tožbe imeti vsaj generalno pooblastilo za zastopanje javnega interesa za posamezno vrsto primerov. Torej, če poenostavim, danes je lahko zastopnik v skladu z zakonom, zastopnik javnega interesa ali državni organ ali druga oseba, to seveda določi vlada. Tožba se vloži na osnovi pooblastila vlade in kadar ta ugotovi, da je bil z upravnim aktom kršen zakon v škodo javnega interesa. Mi pa seveda sedaj dodajamo, da vkolikor je ta državni organ, ki ga vlada pooblasti in ima generalno pooblastilo pravobranilec, da lahko to po lastni presoji, torej pravobranilec, vloži tožbo, kadar oceni, da je bil kršen zakon v škodo javnega interesa. Seveda ob dejstvu, da ima generalno pooblastilo. Torej, nočemo, da bi v določenih primerih, ko gre za tako delikatne zadeve, državni pravobranilec potreboval še neko dodatno specialno pooblastilo. To je namen tega zakona in da bi se izognili predvsem primerov, kot smo jim bili priča, torej v primeri afera Bullmastifi. Hvala lepa. To je ključna predstavitev